Naj začnem, najprej bi rad razblinil to histerijo, ki kroži po medmrežju, da naj bi Univerza na Primorskem sprivatizirala 45 milijonov evrov iz kampusa Livade in prenesla v privatne žepe. To ni res. Univerza na Primorskem je preko INRNJ v resnici neto plačnik v državni proračun, kar je mogoče hitro videti, če se naredi ene par izračunov. Zdaj pa, zakaj je INRNJ sploh zasebni raziskovalni zavod? Treba je vedeti, da ta projektna naloga je vsebovala v enem od ciljev tudi, da se ustanovi raziskovalni inštitut, ki bo referenčna točka za prenos znanja iz znanosti v gospodarstvo na področju obnovljivih virov. Raziskovalni inštitut je znotraj slovenske zakonodaje možen na dva načina, ali kot javni ali pa zasebni zavod, raziskovalni zavod, se pravi javni raziskovalni zavod ali zasebni raziskovalni zavod. Mi smo želeli biti javni raziskovalni zavod, ker je to gotovo bolj komotno. Pri tem projektu pa je šlo za to, da mora ta inštitut obstajati tudi po 5 letih financiranja. Tako da je logični interes, da bi bilo bolje biti javni raziskovalni zavod. Ministrstvo in s tem razumem tudi vlada Republike Slovenije je posredno povedala, da to ni mogoče in zato smo morali izpeljati celoten postopek, da smo postavili to kot zasebni raziskovalni zavod.